Ampak kje je pol konkurenčna prednost? Ne? Kaj jaz zdaj tukaj mislim tako? Te modeli bo na voljo, kreativnost ne bo več v modelih, lahko jih boš uporabil, treniral na svojih podatkih, uporabil za neke svoje v bistvu iskalnike, interne in tako. In to bo lahko pač vsaka firma naredila. In v eni fazi bojo to firme naredile in bojo vsi boljši, vsi bojo hitreje imeli podatke, ampak kje bo pač konkurenčna prednost prišla? A bo prišla iz tega, da bojo to eni naredili prej ene firme, pa bojo v bistvu ful hitreje lahko si neke informacije našle, pa bojo zato dobili neke konkurenčno prednost, pa bojo drugi spet to naredili na istem nivoju, pa bojo oni spet v spredi. Ali se ti zdi, da bo ta tehnologija, ki je tako general, da bo v bistvu samo produktivnost vsem zvišala, ne bo pa ver konkurenčne prednosti? Jaz definitivno mislim, da se bo zgodil tak precej širok poskok v produktivnosti čez vse industrije. Za posamezna podjetja bi pa tako rekel, ne, vsekakor se nakazuje smer, da bomo zdaj v enem obdobju relativno hitrega tempa sprememb. Če primerjamo recimo, kako se je data science razvil v zadnjih 10 letih, smo zdaj pač vstopili v neko novo obdobje glede hitrosti. Kar pomeni, da podjetja, ki bodo znala te stvari pač prej spraviti na trg, pa do svojih uporabnikov bodo zagotovo črpala neko dodano vrednost in prednost pred ostalimi. Recimo, en tak dober primer, ki bi ga lahko izpostavil na to temo, sta podjetji Shutterstock pa Getty Images. Pač obe dve sta v relativno podobni branži, ponujajo podobno storitev, ampak kako so se pa odzvale na te spremembe na trgu, je pa totalno drugače. Recimo Shutterstock je vstopil v partnerstvo z OpenAI, je začel AI generirane stock imidže ponujati na svoji spletni strani. Getty Images se je obrnil totalno v drugo smer in zdaj pač upleten v neke tožbe zoper ponudnike teh generatorjev slik. Zdaj, na zadnje, kar sem gledal, je bil razkorak v tem, kako je na to trg reagiral na borzi, totalno drugačen. Mislim, takrat, ko sem pogledal par tednov nazaj, je Shutterstock glede svoje delnice nekako ohranil vrednost cirka tam, medtem ko pri Getty Images je bil pa zdaj od avgusta naprej samo kolaps dol. In pač jaz mislim, da je to ena taka slika, ki jo bomo videli še marsikje. Pač ena podjetja bodo rekla, ok, to je priložnost, da ponudimo nove storitve, izboljšamo procese, zaobjela to na polno. Ena druga se bo borila z vsemi 4 proti temu, lansirala tožbe, probala mogoče javnost nastrojiti proti kakšnim tem tehnologijam v želji po ohranjanju svojega obstoječega položaja. Mislim, da bodo težko prevladali s takim pristopom, ampak sigurno bo marsikdo poskusil. To je pa neizogibno. Tudi mogoče, da se o tem pogovarjamo, je zanimivo vprašanje, kako pa recimo ljudje, posamezniki, strokovnjaki, kako se bodo odzvali na te tehnologije. Tle mislim, da je tudi nekako marsikoga recimo zdaj navdaja strah pred izgubo ali celo delovnega mesta ali pa vsaj te prednosti, ki jo ima kot strokovnjak oziroma strokovnjakinja na nekem področju. In jaz recimo, ko sem konkretno opazil, ko se o teh tehnologijah pogovarjam z različnimi vlogami ljudi, z različnimi ozadji, definitivno sem opazil večjo naklonjenost pri ljudeh, ki so mogoče malo manj povezani s programiranjem oziroma data science-om, ko je govora o teh modelih. Recimo nekdo iz marketinga se mi zdi, vsaj danes je bolj dovzeten do uporabe teh tehnologij, kot pa recimo nekdo, ki je njegova primarna naloga, da programira. Ena stvar, ki je mogoče drugačna perspektiva na to je, tudi recimo, če nekdo pogleda to, kar zdaj počne, pa ugotovi, da mogoče 50% tega, kar zdaj počne, se potencialno da s temi modeli avtomatizirati do te mere, da ne bi več on tega rabil početi. Ena perspektiva, ki je po moje koristna, je, da pomisli, ok, kaj so pa vse tiste stvari, ki bi jih jaz mogoče hotel prej početi, pa jih nisem mogel, ker nisem imel ustreznega znanja ali pa časa, pa so se zdaj na drugih področjih avtomatizirala.
Recimo, sploh, če pogledamo, naprimer, ta razkorak, ljudje, ki znajo programirati, ljudje, ki ne znajo programirati. Pač, za marsikoga, danes je bilo, da je imel recimo zelo vredno domensko znanje, pa recimo ni imel dostopa do nekoga, ki bi mu dejansko pomagal napisati neko kodo, ki bi ga naredila veliko bolj učinkovitejšega, produktivizirala njegovo znanje in tako naprej. Zdaj, če se približamo temu, da bo v bistvu ta oseba zdaj znala pa konec koncev tudi sama nekaj tega narediti v pomoči teh modelov, ali pa obratno, da bo mogoče nekdo, ki je programiral, zdaj imel z uporabo teh toolov lažji dostop do nekih domenskih znanj, in v bistvu vidimo, da se potem neka rošada začne lahko dogajati, oziroma da se te vloge poklicev začnejo, kako bi rekel, malo se začnejo krušiti. Mešati. Kje se en poklic konča, pa en drug začne. In to recimo jaz zdaj vidim pri ljudeh, ki so zelo hitri bili pri vzemanju teh AI tehnologij, da ratajo lahko taki generalisti, da lahko prispevajo na raznih koncih, da so lahko zelo hitri pri razvoju in tako naprej. Tako da tle mislim, da bo kar en tak razkorak nastajal, ki bo za koga tudi neprijeten. Torej ljudje, ki bodo hitro osvajali te tehnologije, pa iskali možnosti, ki jim lahko koristijo, in tiste, ki se bodo z vsemi štirimi upirali temu. In tle bo nastal razkorak.